Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, Sorino radijsko klepetalnico odpiramo v tem trenutku in v našem studiu pozdravljamo današnjega ponedeljkovega gosta. Inovativnega, podjetnega, delovnega Roka Gartnerja, direktorja podjetja Laurich Srednjega Brda nad Gorenjo vasjo, ki uspešno razvija in izdeluje svojo linijo gorske kmetijske mehanizacije. Od kje strast do podjetništva, kakšne želje in načrte ima v bodoče, pa še kakšno malenkost o sebi in svojem življenju nam bo zaupal v nadaljevanju. Rok, najprej pa dobro jutro in dobrodošel v naši družbi. Dobro jutro, hvala za povabilo. Ponedeljkovo jutro je, takole lahko rečeva, zgodnje, ampak verjetno ne za podjetnike. Kako sicer začenjaš jutra? Jaz drugače nisem njih najbolj jutranji človek. Jaz nimam unga tipičnega delovnika, ne od 7 do 3. Če imam dober dan, da lahko delam tudi po noč, pa zjutraj kasneje začnem ob 9, kukarkoli je, nimam tako in tudi nikoli nisem imel takega stalnega rituala, Ampak je pa delovni čas tisti, v katerem si vedno zelo, zelo učinkovit, glede na to, da si kot mlad podjetnik stopil na samostojno pot in zdaj vodiš eno zelo uspešno in prodorno podjetje tukaj v Poljanski dolini. Zdaj, kolikor praviš, si ti to, da boš podjetnik vedel že zelo, zelo kmalu, že zelo kot majhen. Kako to? Ja, pri nas včasih nismo imeli te televizije, pa smo pa naštimali Sislerja, Discovery, pa sem pa začel bolj ti strojništvo gledati. Pa me pa zamikali in ko sem videl, da sem jaz vidno v temu za cel življenje in tudi doma sem skozi govoril, da nam še onkoli na šiht, da nam so enkjer zaposlili in res je bil tako. Po faksu sem še en let mal še tako na pol delu, pa sem pa spet odprl, pa smo pa mogli začeti delati, Potem se je pa začelo zares. Zdaj, kolikor vem, si že v času, ko si bil dijak na šolskem centru Škofja Loka, razvijal svoj traktor. Je tako? Ja, seveda, mislim, jaz skozi malo razmišljati, si tisti, ki me poznajo, v nedeljo dopoldne že razmišljam, kako ena bajta nek si naredil. Pač sem tak človek, ki skozi razmišljam. Zdaj je to zelo moteč, ker sem sam ga nasehud. Je pa v srednji šoli sem rekel, da je gorski traktor naredil. Sicer so me ti sovrstniki malo zajbavali, pač da nakladam, ne da z tega nič. Pa sem pa začel še malo delati, pa je bilo. Projekt s traktorjem je malce zastal takrat, ko si se odločil, da potrebuješ izpit za avto, drži? Ja, takrat sem nares, kaj že bilo, sem res kar se kupil. Pa sem se pa žent hodil, kje na Sevšk, sem pa mogel avto kupiti v Volvota, pa je pa tisto zastalo se okop. Ampak nikakor zamrl. Je pa pred gorskim traktorjem svoj prostor pod soncem in med inovativnimi projekti našel zgrabljalnik. Kako je pravzaprav prišlo do tega? Kot praviš, sam nisi bil ravno navdušen nad vročim poletjem pa grabljanjem tam nekje v strmih bregovih. Se to sem jaz tudi že velikrat povedal, da jaz sem tako dosti klen človek in tudi zato sem po ta stroj smo pogruntali, da ni bilo treba polet grabiti, ker kosilnica ta biče S630 kitek, ki ima vsak kmet v Sloveniji, je bila malo izkoriščena in da bi sam kosil z noj, je brez veze preveč stala, pa smo pa ta stroj pogruntali. Pol vmes smo imeli težave s patenti, smo pol patentov šli nadgradili in smo v bistvu še stroj patentirali, tako da je pol prodaja pa rast podjetja sama zrasla. Zdaj tisto poletje, ko si rekel, pa jaz ne bom šel v ta breg v tej vročini grabt, še ni šlo tako hitro. Koliko časa pa je trajal razvoj tega zgrabljalnika? Ta zgrabljalnik mislim, da je trajal razvoj s patenta morate 3 leta. To je zelo specifično stroj, gorski pobiralni zgrabljalnik zaradi različnih vrst travinja, silaža, suha krma in je bilo zelo veliko časa v razvoju potrebno vložiti in zato jih tudi je malo nas proizvajalcev takšnih strojev. Tukaj si že prej sam omenil, da so v Švici imeli nek podoben stroj, ampak je bila mladost in vaša kreativnost tista, s katero ste uspeli prelisičiti Švicarje oziroma premagati Švicarje, ki sicer veljajo za zelo inovativne, razvojne, natančne.
Ja, mislim se, ko začnemo za nazaj gledati, ko smo daženih problemov, če sem rečemo, tale knjiga, rubrika Saj ni res, pa je boh malo zelo debela. Ja, to je bila zanimiva stvar. No, jaz sem ko dol hodil, 2019 sem hodil v Ljubljana, ker mi gospi Marjana Gulmajer Zima, patentna pisarna, da so pač patent. Tok cajta sem hodil dol, teži, da je na koncu rekla, pa zdaj, kva pa ti vidiš v tem ustroj, zdaj pa ne vem, no. Ne da se s nekom, ma neki mora pohruntati. Ja, kako pa vidiš, neko enkrat smo lahko imeli tudi 10-15 zaposlenih, če bomo to pohruntali patenta, ne, in to je to. In ja, in posla se dol sedla, pa so vas celoten patentni zahtevk, vse zahtevke smo razčlenili, pa pol po besedah to začeli premetavati, ki pa sem, da smo najdli pol eno izboljšavo ali pa rešitev, pa na koncu smo gotovili, da je stroj še boljši. Kje je bil tisti hakalc, tista čarovnija, ko si pa rekel, bravo, jaz in moja trma? To je pa skrivnost, tega pa ne smemo izdati, pa bojo pa vsi obšli lahko. Dobro, potem bomo tukaj le postavili piko, pa morda še besedico ali dve o tem. Podjetje Laurich je specializirano za gorsko mehanizacijo v prvi vrsti, a pa je to nekaj, kar pravzaprav se splača, glede na to, da pa gorske kmetije vendarle počasi ugašajo. A je to morda spodbuda, da bodo slednje v bodoče bolj zaživele? Ja, jaz mislim, da največji odločevalci tukaj so oni mabli severno gor v Evropskem parlamentu, koliko bo je kaj denarja naštimali za gorske kmetije, pa tudi od same države, odvisno koga bo z vrha dol tudi potehnila, ne. Realno gledam, tukaj bojo mogli zelo pomagati subvencijam, če bojo hoteli, da se to obdrži. Ampak glede na to, da se zdaj tudi generacija mena, zdaj če se tudi se dogaja ta največji prenos premoženja, tako da tudi posebej, ki spoznavamo mlade fante, naše letnike mlajše, ki so zagnani za kmetovanje, tudi za gorsko kmetovanje, vidim tudi potencial zelo dober. Zdaj se že predstavlja ful v boljšo smer. Odlično, naj bo temu tako tudi z vašo pomočjo. O tem, kaj vse še pripravljate v bodoče, pa v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Čez Polanske griče smo se odpravili z glasbo, no zdajle pa se bomo ustavili pod oznožjem Blegoša v družbi Roka Gartnerja, direktorja podjetja Laurich in enega od 6 otrok s hribovske kmetije Laurich. Rok, prej sva že povedala nekaj o tebi in tvojem delu, zdajle pa morda, če smo že pri Polanskih gričih, kdaj si nazadnje usvojil domači Blegoš? Ja, zadnje cajte sem se malo zapustil. Je lansko letos sigurno. Naša družina je šla včeraj na Blegoš peš, jaz gojzerje sem zgubil. On je ta teden ponovil Alpina. Tako, pa zdaj v teh zimskih razmerah človek potrebuje orang čevlje, ne? Ja, da se ne prehladil. Tako, ker kdo bi pa potem opravljal vse delo, ki te čaka in vse izzive. Zdaj, glede na to, da si v svet podjetništva stopil zelo mlad, je biti mlad podjetnik, mlad direktor prednost ali slabost? Ja, to je dvorezen meč, ne v štartu, sploh če noben firme ne poznate, ne jemljajo resen in je zelo težko prepričati te poslovne partnerje. Po cajtom je pa to zmeri loži, ker si tudi ime popravljaš, da je zmer bolj kvaliteten. Tako da edina stvar, ki je šel v podjetništvo še 5 let prej noter, da je bilo šel pol 5 let prej ven. A to so zdaj že načrti za penzijo ali kako? Ne, itak nam še onkoli penzijo, ker sem ta karakter. No, če je bilo na začetku najprej treba dobro predstaviti svoje podjetje, pa je zdaj tale, lahko rečeva, kozoroka, ki je zaščitni znak podjetja, že dobro uveljavljena znamka. Kaj ti to kot mlademu inovatorju, kot mlademu podjetniku pomeni? Je drugače, če povem po resnici, nekaj je v redu, mislim pač je v redu, ampak nikoli ne gledam na to, zato ker mi zmer naprej gledamo, kva moramo še vse narediti, ne za nazaj, kva smo naredili. Tako da pač fajn je, da se to dela, ampak mi moramo šponati naprej, da bomo pač šli usporedno s konkurenco oziroma jo hočemo prehititi. Je tale kozorog tudi tisti simbol, ne, ki gre naprej, ki je vedno na preži, ki vedno zna poiskati nove poti? Seveda, kozorog je pač le taka žival, da
da se drži v strmin, da če se spotakne, se kujo jame, to, kad je v podjetništvu treba. Pride dobri dnevi, slabi dnevi, ampak se treba obdržati v rasti gor. Še ena zanimivost morda o tvojem podjetju, poleg zaščitnega znaka. Zdaj, čeprav vem, so vsi vaši izdelki modre barve, a to drži? Ja, seveda, v štartu so bili čisto vsi modri. Zdaj pa tudi že kakšne rdeče barve. Se pravi, da že sodelujemo s kakšno večjo firmo. Kako razvejena je pravzaprav mreža podjetja Laurich, ki ima svoje mesto ob vznožju Blegoša? Zdaj pa lahko po moje že kar rečem, da je že kar večji del Evrope, se pravi, zdaj smo se pa nas Matej komercialist zmenil že na Švedsk neki, zdaj smo že prišli do Francija, ta del Portugalske meje, Francija, Portugalska, ne Portugalska, Španija, ja, šit. To, gde smo že karno, smo kakšna taka vojska, napadamo na vse strani, da bomo čim prej stabilni, pa čim prej si trhu trdimo, pa da bomo še večjo rast, pa še več zaposlenih. Pa ne samo po Evropi, ampak tudi na drugo stran zemeljske oble, že tipate teren. A ste že tam pravzaprav bili? Ne, tam še nismo, to itak, to moramo še malo delati, pa malo denarja naštimati, da bomo lahko plačali, da bomo šli kot dol, ne? Tako da dol seveda tudi dol tipamo, ampak le počasno, ker tudi nimamo kapacitet, če pa enkrat res, ko bo ta trg zalaufal, itak nimamo kapacitet vseh strojev narediti. Tako da lep počas. Počasi, pa z užitkom, pa z dobrimi sodelovanji, glede na to, da sodeluješ s kar nekaj evropskimi državami, kakšna zanimiva zgodba teh sodelovanj. Zdaj, kolikor vem, so te partnerji kar pogosto iskali, ne? Ja, to je bilo v štartu, ja. Ker smo ta pobiralni zrabljalnik naredili, pač od tega švicarskega konkurenta niso imeli taga izdelka in pa so nas njihovi konkurenti kontaktirali, da smo pa začeli z njimi delati. Zdaj pa vsak let več dodajamo naše artikle zraven, da ta program čim bolj dopolnjujemo, se pravi, zdaj smo gorske kmetije, pa zdaj se tudi že spuščamo na ravninske kmetije, na nizko obdelavo tal. Zdaj s 1. februarjem bomo tudi eno stroj predstavili na sejmu v Celju, v bistvu 2 stroja, ja. Tako da ja, bomo tudi ta program kar močno razširili. No, preden prideva k strojnim novostim, morda, če na hitro povzameva, kaj trenutno obsega vaša ponudba, vaša delovna flota? Ja, se moram prav malo pomisliti. Pobiralni zrabljalniki, tračni obračalniki, cisterne, grebeni, cevni sistemi, pride zdaj ven zrabljalniki, polje pajke v razvoju, itak je zdaj se finišira ena osna gorska kosilnica, ki je že predolg čas obljubljamo, ampak nečemo dati slabega izdelka ven. No, mislim to, da se kar, seveda ta velike cisterne, tandem 15,000, 3D 20,000 smo z eno stranko v pogovoru, tako da bomo kar razširili program. In vse to nastaja v glavah in pod spretnimi prsti in delovnimi rokami, koliko? Slabih 20 zaposlenih? 18, ja. Mislim, od tega je koliko nas je v razvoju, ali 4 ali 5 nas je v razvoju. Kapo dol bi lahko rekli, si privoščili nekaj glasbe, potem pa rekli še kakšno o izzivih in novostih, ki prihajajo. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Rok Gartner, direktor podjetja Laurich, ostaja z nami in ja, nekaj sva že povedala o njem in njegovem delu, zdaj pa bova rekla še kakšno o novostih, ki prihajajo. Zdaj, začetek leta je zaznamoval lahko rečeva skok čez mejo na sosednjo Hrvaško, kjer ste začeli sodelovati s komunalnim podjetjem. Kaj pa je tisto, kar še prihaja zdaj na tržišče? Ja, kar nekaj artiklov, bo, ker smo lansko leto fajn delali, pa jih nismo še nič kazali. Tudi prej sem povedal, je Pajk pride zrabljalnik, Landflow sem prej pozabil povedati, gorska kosilnica je nosna, nov greben, nova sklopka v grebenu, ki je že vsi tuji partneri težko pričakujejo, pa naši komercialisti še že vsi z živčnika samo obljubljamo, pa je še kar nekaj zajebana za narediti, ne. Tako da ja, nekaj bo, počas. Nekaj bo, počasi, ampak z gotovostjo. Tudi traktor, ki sva ga omenila že na samem začetku. Tudi, sam ne letos.
Dobro, morda velja med izdelki omeniti še en res velik projekt, pri katerem je sodelovalo, če sem prav prebrala na spletu, več kot 100 ljudi različnih poklicev. A to drži? Ja, seveda, to je sigurno. Če ste prebrala, je verjetno cisterne mišljeno. To je 15.000 litrska. To je v bistvu cisterna za gnojev, kavoz, pa cevni sistemi. Na ta produkt smo lahko zelo ponosni, tudi se moramo zahvaliti strank, Jernej Hafner, ki je preden smo jo naredili, je že pač naročil, tako da smo imeli to en prototip, ki smo ga tudi na koncu prodali in je stranka zelo zadovoljna, kar nam je najbolj pomemben. Je pa vsaka gre, bi rekel, to je en sod pleha in tudi, ampak ta stroj je res doteran tehnološko, komunikacijsko, tako da je čim bolj prilagojen stranki, potrebi strank, zato ker zdaj tudi gremo v ta segment profesionalnih kmetij. Naprimer, eno prednost, ki smo jo razvili, je sekalna glava zad na deponatorju, ki bo sama rihtala pa določvala pretok tekočine gnojevke na hektar in bo pol tudi usporedno s hitrostjo traktorja glava variabilala, koliko bo nos gnojnice na hektar. In vse to boste še toliko lažje spremljali tudi z razvojem aplikacije. Je ta že zaživela tako, kot ste si zamislili? Ne, še to je toliko dela, pa enih vhodnih informacij, da nam enostavno cajta zmanjka pa zaposlenih, ker če bi imeli več denarja, bi sigurno jih dal še v razvoj, pa v IT, po moje sigurno ne 5 ali pa 10 jih bi sigurno zaposlil, ampak je finančni proračun podjetja tega ne prenese, ker že tako procentualno damo preveč denarja v razvoj. Ne prenese še, ampak v bodoče pa zagotovo bo, glede na vaše inovacije, glede na to, da se, to je bilo v korona krizi, moč videti in opaziti, znajdete tudi tako, da če željenega kosa ne morete dobaviti, ga pa sami naredite v končni fazi. Ja, seveda, zdaj lansko leto smo delali bolj tudi na novih proizvodnih prostorih, tako da smo zoptimizirali tudi te proizvodne procese. Ja, v petek, kaj je padel sneh, je ta prvič, ki sem jaz deli spal, ker ni bilo treba snega zjutraj kidati, da izveličarjam pa še ven z delavnice, pa v klanc dol šel, tako da smo tudi malo popraznovali, no se nam je fajn zdelo. Je bila tudi zima zaradi tega toliko bolj prijetna? Ja, res je, ja, res. Prav pozna se, prav uživali smo, kaj sneh padel, kaj do zdaj nismo. Je bilo precej dela in precej kidanja, glede na to, da imate kar nekaj prostora za skidati, ne tam okrog vaše hale, da je dostopna tako za dostavo, kot za vaše zaposlene. Ja, sam nismo to na rokah kidati, to je preveč dela, pa še teminco blaž s traktorjem, začer smo ga počakali, pa izvoral tist sneh, pa je bilo. Tako da je potem delo v sami proizvodni lažje teklo. Zdaj še nekaj je zanimivega, ne? Podjetje Laurich je zelo, pa zdaj, če bom rekla, lokalpatriotsko, ne vem, a bom zadela ali ne, veliko ti namreč pomeni domač kraj, domači ljudje in ne nazadnje, čeprav bi lahko, ne vem, zaradi bližine cest, večjih mest postavil proizvodnjo kje drugje, si ti pravzaprav stavil na domače kraje pod Blegošem. Zakaj ti je to tako pomembno, ta lokalpatriotizem, ta družbena odgovornost do domačih krajev? Je čist logičen, jaz tukaj živim, jaz hočem tudi živeti v kvalitetnem okolju, ne se to čist, tudi, ne vem, meni je to čist normalno. Nam ni v interesu biti v kakšni drugi občini, zato ker pač tukaj vidimo, da lahko rastemo, kadar je, fantje so s kmetij, s podeželja in so zelo pridni pa produktivni in ne vidim razloga, zakaj bi šli kam drugama, ne, in je, mislim, mi smo prav zadovoljni tukaj, no, res, fajn nam je, ne, pa itak, zdaj bo še cesto uštimaj tlele med Hotavljam pa Gorejna vasjo, bo pa sploh bolje, no. Je Poljanska dolina tista, ne, ki jo imate prav Poljanc vedno v srcu. Ja, res je. Tu s cajtom dobiš. No, tudi midva si jo bova privoščila delček o glasbi skupaj s študenti, potem pa rekla še kakšno tudi o kolesih, tudi o kuhanju in tistih najmlajših, ki našemu današnjemu gostu z veseljem prisluhnejo v čisti tišini in z odprtimi usti. Sorina radijska klepetalnica na stežaj.
Ja, hitro teče čas v dobri družbi. Rok Gartner, direktor podjetja Laurich, ostaja z nami. No, prej sem že omenila, da se dobro počutiš in znajdeš tudi med mladimi. Kar pogosto si namreč gost številnih okroglih miz, številnih srečanj kot predavatelj na srednjih šolah, kot primer dobre prakse tudi na različnih drugih dogodkih. Kako pa se ti je, ne vem, danes vračati v šole kot predavatelj, kot mojster svojega poklica? Mislim, drugače v redu, tokrat grem, pa da mladim damo malo zagona, pa da jim povemo to, kad je res ne to, kad učijo šolno, ker realnost pa šola daj tudi fajn zastrižete, no. Kaj to pomeni, da spodbujanje podjetništva je tisto pravo, ne? Oziroma je več vredno to, da mladim iz prakse poveš vse pasti in prednosti podjetništva, kot da jih slišijo samo teoretično? Ja, eno z drugim. Naprimer, lep primer je bil že pri nas v podjetju, ki je Matej, ki je magister ekonomije v Avstriji, pa je bil en problem, sem rekel, Matejo, sem rekel, no ti si najbolj študiran človek zdaj tale v firm, pa ti povej, kako bi ta problem rešil, ne. Se je pa malo zasmejil, pa je rekel, ti, Rok, taha pa nas niso učili v šolo, so se začeli posmejati, ne. Tako da, ja, mlade je treba povedati to, kad je navdihati, mislim, da navdih dobijo, da tudi oni začnejo sami delati, da niso preveč v teh okvirih, kukar so jih navadili, ali šola, ali starši. Mi take nucamo, no? Mi nucamo take ljudi, ki so v svoji glavi, pa tudi, da kaj pove, kak drugače misle, ne, da sem kimajo. Ne? In v mladih vidim kar velik, mislim, ful je to generacija, ki zdaj prihaja, meni ful dobro. No? Ko imamo tudi same mlade, najstarej pri nas v firmi, mislim, da je Janko, kaj star 44 letno. Je v mladih tisti potencial, ko znajo pomisliti svojo glavo, pa jo uporabiti, pa reči, tole pa ne bo šlo tako, dajmo poskusiti na tak način. Ja, in tak je tudi jaz hočem imeti ob sebi. Jaz nočem imeti ob sebi tak kader, da mu rečeš to pa to naredi, pa on dela in to je to. Ne. Pač ta naloga, ta izziv naredi in to je to. Ne. In kako potem izgledajo vaši kreativni sestanki v podjetju? Zna biti kar burno. Pa drugače, če povem po resnici, brez da se zlagal najmanj na sestankih sem jaz, no. Pač, mislim, drugačen karakter sem, no. Kar je teh ključnih stvari, no, se itak sem zraven, se zmenimo, kar je polnih pod stvari, pa sploh nisem zraven, ker se me tudi realno gledam, se me ne tiče, ker nisem odgovoren za proizvodno, pa za tehnologijo, pa za prodajo, so to pač prna zaposleni odgovorni za to in jaz sem samo z njimi sestanke. Tako, ker bi bilo vse skupaj imeti v glavi čisto preveč. Ja, svet na pamet se učiti je brezvezano. No, če sva že bila pri mladih, pa pri tem, da pogosto gostuješ tudi na okroglih mizah, na pogovornih srečanjih, kaj pa je tisto, kar mlade največkrat zanima? A ti je kdaj postavil kdo že kakšno tako zanimivo vprašanje, pri katerem si ste pa malce popraskal po glavi pa rekel, tole pa kapoti dol? Da bi prav kakšen tak primer, ne zato, kaj itak je, kjerkoli so, kaj so te mladi, itak je skupina tega kadra itak prevelika in tiska hoče vprašati kaj, ne bo vprašal zaradi tega, ker so zraven sovrstniki, ker drugače mišlja, ker on, da se po predavanju sovrstniki ne ukvarjajo. Napaka je, no, ker si tam, ker te lahko vse vprašajo, vse poveš, ampak določeni ne upajo, kar je zelo škoda. No. In drživa pesti, da se bo to spremenilo. Mimo grede, kolikokrat pa sta te brata vprašala za nasvet, recimo, ko sta bila še v šoli, glede na to, da sta mlajša, pa vendarle ne aktivna v podjetju? Ja, skos, pa jaz tudi nijo itak, ti logično. Mi trije smo skupaj izrasli. Ne vem, Mohor je začel delati pa nas že, mislim, da je bil še v 9. razredu in popolne pomanjkal, pa smo malo skupaj delala. Jož tisto je bil prvoletnik po moje. Se sem že pozabil, no, kaj je bilo toliko teh stvari, bi Mohor takrat prvoletnik, ne vem, no.
je bilo karno, smo skupaj zrasli. Nisem sam jaz, ampak ti dva fanta sta neverjetno dobra za ta leta, kar delata. Je življenje v veliki družini tudi dobra šola oziroma dobra popotnica za tebe kot podjetnika? To je najboljša popotnica, zaradi tega, ker je veliko otrok okoli ali pa na kmetiji, ni samo en glavni, je več različnih karakterjev in na koncu to skupaj sede in nisem eden, ki bi bil alfa in omega, ampak smo vsi skupaj in to je tudi čar podjetništva. Se je treba poslušati, pa potem tudi normalno poment. Ja, seveda, da bi noro ali pa upil tega ni, to so brezvizne fore. Škoda časa in živcev, več o tem, kako čas preživlja takrat, ko si ga vzame zase, naš današnji sogovornik, pa izveste tudi v nadaljevanju. Zato ostanite v družbi valov Radia Sora. Prav kmalu vam povemo še kakšno zanimivost. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Še nekaj minut bomo klepetali z našim današnjim gostom, Rokom Gartnerjem, mladim, inovativnim podjetnikom in direktorjem podjetja Laurich. Rok, kar nekaj sva že povedala o delu v podjetju, o tebi. Zdaj pa morda še besedico ali dve o tem, da imaš rad nore, malce odbite ideje. Kako zahtevno je pravzaprav za podjetnika stopati po meji, kjer lahko hitro stopiš na drugo stran, pa te označijo za še bolj čudnega, kot te že včasih tako ali tako? Ja, ne vem. Ja, pač ne vem, jaz delam tisto, kar mislim, da je zame najbolj itak nasplošno za vse drugače, realno gledan, da bi, mislim itak, kjer mu si všeč, kjer mu pa nisi, se to je logično, se vsem ne može biti. Zdaj med tvoje večje projekte, med morda na prvi pogled bolj nore, a hkrati tudi krasne ideje sodi nova hala. V prostem času rad tudi kakšno tako arhitekturno zgodbo spišeš in zapelješ. Kakšen center nas pravzaprav čaka pod vznožjem Blegoša, pod katerega boš podpisan ti skupaj s svojimi sodelavci? Ja, bo kar projekt, bo tak hud. Mislim, to moramo vedeti, to so pač investicije, ki so hude, to ne bo jutr, ne bo drug let, bo pa v roku 10 let, če se bomo pravilno odločali pri strateških odločitvah. To je pač, to bo koncept Tornah, ki zajema restauracijo, kafič, zeleno streho, fotovoltaika na streh, hodnik po streh, trava pa grmoje bojo rasli po streh pač za razvojnike, ogled proizvodna bo z vrha dol, boš po streh hodil, pa boš dol v proizvodno gledal za vodanje ogledu, da ne bomo motili teh procesov v proizvodnji. Bo pa to vse tako sestavljen sistematično, po komponentah, tako da bo kar nekaj denarja šlo, ampak to je pač ena pot zastavljena, katere se bomo držali, no, da bomo pač z našimi stroji tudi to dosegli, pa seveda najbolj važni so končne stranke, pa naši trgovci, dilerji, da jih bomo tudi pravilno izobraževali, zato bo se tak center namenil, da bomo pač to čim bolj maksimalno navajati naše trgovce, da bo znali naše stroje čim bolje prodajati. Tako, pa serviserje, da jih bodo potem lahko servisirali širom po svetu. Tako je. No, zdaj, če sva govorila o delu, pa o prodajalcih, v teh dneh se bodo začeli tudi različni sejmi. Vas bomo videli na veliko koncih? Ja, zdaj po novem letu se je kar zaštartal nazaj. Ja, zdaj imamo ta prvi sejem, je celjski sejem Agritech, to mislim, da je 1. februarja do 4. februarja, pol je po moje Komenda. Vem, da gremo v Švico, v Bern, pa v Avstrijo, ne vem, Turn, akvažen sejem. Več je teh sejmov, pa Radgona, pa še enkrat Komenda, tako da bomo tudi kar po sejmih zelo prisotni, da bomo še bolj utrdili našo znamko, pa pokazali naše nove stroje končnim strankom. Pa še ena novost se pripravlja v vašem podjetju. Zdaj, čeprav vem, nisem bila jaz prva, ki ti je tole jutro skuhala kavo. Ja. A to drži? Ja, drži. Ja. Zdaj se tudi en del v bistvu
hčerinska firma se odpira, hčerinska firma podjetje Laurih se v Škofji Loki odpira. Bojo še en delež drugega trga oziroma druga strojniška branža, ampak drug delno bomo začeli delati, ampak bo to neodvisno, ne glede na našo firmo, ne bojo naši zaposleni srednjega Brda dol neč imeli, bo čist drug nov kader pride dol. Ampak te imam pa na sumu, da bova v tem kdaj drugič. Ja, ne bomo še preveč govorili zdaj. Tako, bova pa rekla zdajle ob vsem tem delu še kakšno dopustu in sprostitvi. Zdaj, čeprav vem, kakšna letala pa kakšne tropske destinacije ti niso najbolj pogodu. Kako pa sicer nabiraš energijo, filaš baterije, da zmoreš pravzaprav tale podjetniški tempo, ki je vse prej kot lahek? Ja, mislim, je kar specifičen ta tempo, kdaj je ložje, kdaj je ful težko, pa misliš, da noš več zdržati, ampak na koncu to se pregnoji, pa rečeš, bože, mari spat, pa je to. Da največkrat grem jaz drugače v Kranjsko goro, no, gor sem jaz, če se le da kar vse vikende, imam računalnik s seboj, mizo in gor delam noč po dnevu. Dobro založeno kuhinjo menda, tudi kuhaš zelo rad. Ja, to je pa res, to je pa en tak stranski hobi, no, kuhna in rad eksperimentiram, to kad v podjetništvo, pa to, se pravi, da pol tudi v kuhin rad kaj sam pohruntam, pa kaj skuham. To, da zmer, kad dobim kakšne obiske, nikoli ne gremo jesti v kakšne gostilne, ampak zmer jaz rad skuham. Kaj pa najbolje skuhaš? Mislim, več različnih stvari, nimam kakšne take določene jedi, no. Kakšne ta, ne vem, steak, ja, mislim, ne vem, ful je tega, no. Različno in raznoliko, ampak kakšne kuharske knjige pa še ni v pripravi? Ne, pa tudi nobene še nisem prebral. No, morda pa je to izziv za prihodnost, kaj ti danes sva skoraj da že povedala vse, zaključila pa bova seveda z razmislekom o podjetništvu. Kar nekaj časa si že v podjetniških vodah, kar nekaj izkušenj je že za tabo. Je podjetništvo tista prava izbira? Zakaj? Ja, itak, da je, mislim, podjetništvo je zame itak najboljša izbira, kar sem lahko naredil. Uživati moraš v tem, no. Pa zavedati se je treba, da so cajti, ko si kot podjetje uspešen, pa pridejo časi, ko si manj uspešen. Ko imaš, na primer, kakšne investicije, gradna in tudi sama gradna objektov ti ogromen energije poje, pa seveda finančnih sredstev in te lahko tudi gradna poslovnih objektov močno razoroži. To, da je skozi treba, no. Neke kompromise sklepati, ampak z vsako izkušnjo pa s problemom, ki se soočiš, modrejši prideš ven na svet, začneš na poslovni svet, vsako leto drugače gledaš in z leti se staramo in tudi bolj izkušeni ratujemo, ne. In na še veliko dobrih izkušenj in uspešnih let zdaj le dodajamo piko na i tudi mi. Rok, hvala lepa za tale klepet, vse dobro in glede na danes povedano, kmalu spet nasvidenje pred našim mikrofonom. Hvala za povabilo, bilo mi veselje.